Hi! Danes, kot lahko vidite, imam tule eno lasuljo, ki jo moramo uporabiti za en look. In zaradi tega, ker, zdajle za mene je jutri premiera, ampak tale video bo gor v soboto, se pravi premiera je bila v sredo 5. za Dark Phoenix, možje X, temni Phoenix. Ja, dobila sem navdih zaradi Jean Grey, ki ima v tem filmu živo rdeče lase. Malo si bom vzela umetniško svobodo in bom naredila majčkeno svoj lik. Na koncu vam bom pokazala, kako sem tudi naredila tole fotko. To ni vse make-upa, ne, to je v bistvu tudi malo Photoshopa, oziroma program Procreate. Boste vse videli. Najboljš, da kar začnemo z make-up looku. Zdaj, jaz bom naredila kar voice over, ker se mi ne da zraven govoriti, ker bo najverjetneje zraven poslušala muziko. Najprej bom svojo kožo pripravila na ves make-up z mojo kremico od Hemp Touch in nadaljevala z najbolj prekrivenim pudrom, kar sem jih kadarkoli videla, tole je tale od Dermacol. Našla sem ga v DM-u in sicer ni glih dober za vsakodnevno uporabo, ampak za takle look pa, kakor lahko vidite, bo sploh ni nepopolnosti na moji koži. Naprej sem nadaljevala z enim concealerjem, to, da sem majčkeno osvetlila svoj obraz, zaradi tega, ker je majčkeno Dermacol pretemen za mojo kožo. In vse skupaj setala z tem pudrom. Nadaljevala sem z Urban Decay Eyeshadow Primerjem in ga dala na moje veke, zato da se bojo barve lepše primle na mojo kožo in odstranila ves tisti puder, ki mi je še ostal na obrazu. Potem sem vzela mojo Huda Beauty paletko, ki jo imam že kar nekaj časa in je ena mojih najljubših paletk, in bom vzela odtenek Bay in ga nanesla po celotni veki. Nadaljevala bom z odtenkom Sandalwood in ga bom nanesla tudi po kar precej večjem delu veke. In nadaljevala z barvo Henna, ki jo bom dala v bistvu samo na zunanjo stran. In spet dodala majčken Bay, samo zato, da blendam skupaj z ostalim delom kože. Enako bom naredila še na drugem očesu. In nadaljevala z tole mojo najljubšo barvo, to je 24-karatno zlato. Tam je eden najlepših odtenkov v tej paletki in ga bom nanesla po precej večjem delu veke, zaradi tega, ker pač mora biti tak malo bolj zlat look. Nadaljevala bom še s tole rdečo barvo in jo nanesla pod veko, da dodam še majčken rdeče barve. Naprej bom nadaljevala z tole NYX-ovo paletko Love Contours All. To paletko imam skoraj v vsakem videu, ker si z njo delam obrvi. Zdi se mi najboljši odtenek za mojo barvo obrvi, ki jo rabim. In si enostavno pač narišem obrvi, tako ponavadi. In nazadnje vzamem še tole Black Truffle barvo in jo dodam v zunanji kotiček očesa kot nekakšen eyeliner. Vse zaključim še z maskaro, ker trenutno so moje trepalnice majčkeno uboge, kakor sem rekla. In dodam še nekaj kontorja iz enake NYX paletke. Svoje ustnice bom pripravila na šminko s temle novim labelinotom, ki sem ga zadnjič dobila. Kakor lahko vidite, moje trepalnice se trenutno neka rabimte. Zdaj pa pride ta zabaven del, zdaj pride lasulja, pa kar začnimo. V bistvu, če spremljate kaj moj YouTube kanal, verjetno že veste, kako se da lasulja gor, ampak še vseeno bom tudi tokrat naredila to pred kamero. Prvo si dam lase takle v nizek chop, bun, whatever, samo to dodam lase stran in uporabim tole nogavico, ki se jo da glavo, zato da zgledaš plešast. Nazadnje vzameš lasuljo. Lasulja iz tele June Wigs spletne strani pridejo z čipko spredi in tudi tale je. Vam bom kar od bliže pokazala. Takle v bistvu zgleda čipka spredi, zato da pač zgleda bolj naraven skalp spredi. Drugače ja, tale lasulja je iz spletne trgovine June Wigs. Imajo ogromno izbiro lasulj in upam, da bom še kdaj dobila kako njihovo, ker so tale sem je že nosila kar precej, ampak se ful ni zvozlala, še vedno je precej mehka
in jo obožujem, zdaj pa da vidimo, kako izgleda na meni. Zadnji sem tokrat dala paščke takle, zato da je majčkeno bolj ozka, ker sem ugotovila, da to ful pomaga, da ti lasuljo bolj tesno gor drži, tako da to je ful tak dober tip. In evo, če bi tole nosila za ven, tako jo bom nosila v sredo, bi si spredi zalepila z mojim Got to be glued lakom, ampak tokrat bom v bistvu naredila sam par fotk zdajle tukaj doma. Ja, za primero bom pa definitivno si jo prelepila, zato da boljš v bistvu gor drži čez cel dan. Zdaj, če jo premaknem, laka gre enostavno dol, če pa jo zalepim, pa logično ne. Zdaj, zakaj si nisem že prej našminkala, to je zaradi tega, ker mi tele lasje grejo ful pol na usta, pač ko si dam lasuljo gor, da si bom vzela zdajle gor eno živo rdečo šminko, zato da bo pač meči z mojimi lasmi. Ok, majčkeno boljš. Ta zadnji del tegale. Na sliki definitivno nisem si tistih črt kar narisala in so take svetleče. To je bilo vse v Photoshopu, tako da vam bom zdaj pokazala, kako sem to naredila. Ok, tule imam moj iPad, na katerem imam program, v bistvu tule boste videli vse, kaj se dogaja. Tule imam program, s katerim rišem in urejam slike. To je Procreate, zraven imam tudi tale svinčnik. Naredila sem video tudi o tem, o tablici in kako sem jo kupila, kje sem jo kupila, koliko je stala, vse to. Tako da si lahko greste tudi to pogledat. Najprej jo importam v Facetune, zaradi tega, ker moja koža ni toliko perfektna, kakor izgleda. Surprise, surprise. Kakor lahko vidite, tole ni slika od zdajle, to sem se slikala že, ko sem naredila post. In v bistvu narisala sem z malo šminke iz eyelinerjem, sem naredila tele črte, niso mi bile glih všeč. V glavnem, narisala sem te stvari, zato da imam v bistvu en tak mušter, kje morajo biti tiste črte, ki so v bistvu na njenem obrazu. Ampak tega ne rabite delati, to sem šele pol ugotovila itak, a ne, zaradi tega, ker je ful bolj enostavno, če to naredite kar direkt v Procreateu. By the way, sploh ne bom skrivala, da uporabljam Facetune, pač zgladim si kožo, ker pač nobody wants to see that, a ne, meni je všeč. Dam tudi kdaj kako sliko brez make-upa gor, tako da vidite, da v bistvu sem še vedno človek. In pa v bistvu, kaj jaz delam večino časa je, da sam barve malo popravim. Ker kakor lahko vidite, zdaj na sliki ne izgledajo toliko žive barve, kakor so v resnici, za make-up mislim. Bom izbrala eno tako majčkeno bolj rumeno in bom sam popravila tole, kar je make-up. Pač je majčkeno rdeče. In kaj še ful rada naredim je tudi to, da črno majčkeno bolj črno naredim. In izberem črno barvo in ful približam. In čist narahlo obdelam eyeliner. Ok, zdaj recimo, da smo z obdelavo slike v Facetuneu konc in jo bom kar na hitro shranila. In bom šla naprej v Procreate. Ok, zdaj v Procreateu bom pa obdelala sliko do konca in bom dodala tisto, kar pač z make-upom ne moreš dodati. Odprla bom kar fotko. Evo jo. In bom izbrala eno živo rumeno barvo, oziroma tako svetlo rumeno, zato da bom tele črte malo bolj svetleče naredila, tako so na originalni sliki. Zdaj moram narediti dodaten layer. O layerjih sicer, ne vem, a vas moram učiti, to so v bistvu plasti, ena na drugo, da lahko pač sam z eno upravljaš, če narediš vse na enem layerju, pač ne moreš posameznih barv
uporabljati. Ne vem, ali bi mogla narediti Procreate tutorial, tole ni Procreate tutorial, to je v bistvu sam na hiter. Če pa vas to slučajno zanima, pa mogoče kdaj res naredim. Zdaj te črte sam mečkem poudarim z tole rumeno, pa ne rabi biti popolno. Evo, to je v bistvu to za ta layer. Zdaj bom pa naredila še en layer nad sliko, ampak pod temi črtami in bom izbrala drug brush. Ta bo airbrushing, malo bolj tak mehek. In bom v bistvu naredila, kot da se te črte zdaj svetijo. In naredila bom še en layer pod tem layerjem, kjer bom naredila majčken bolj oranžno. Enako z airbrushing, samo na majčken večje. Zdaj, čiza na koncu bom pa v bistvu še spremenila barvo oči, zaradi tega, ker nočem imeti čist zelenih, ampak hočem imeti tudi tako, kakor je imela ona v filmu, majčken bolj rumene. Ustvarila bom spet nov layer in bom z airbrush toolom dodala majčken rumene čez. Zdaj nima nekaj ful veze, če je perfektno ali ne, zdaj ko bom itak vse ostalo bom zradirala. Zdaj vzamem radirko in zradiram, kjer ne rabi biti rumeno. Zdaj okrog bom dodala še majčken rdeče in zato bom uporabila tale layer bom naredila alfa lock, tako da bo v bistvu vsa barva ostala samo na tem layerju. In bom izbrala rdečo barvo in jo naredila okrog zenic, oziroma okrog te rumene. Evo, in to je celotna slika. Zdaj lahko bi dodala karkoli, v bistvu, ampak meni je tole čisto všeč. Glavno, to je v bistvu to, kaj jaz delam za moje cosplay slike. Če vas zanima še več, si pogledajte moj Instagram, kjer bom definitivno še kdaj objavila kako tako. Če pa si tudi sami želite slediti enemu takmu tutorialu in si v bistvu boste ustvarili kak tak look, mi definitivno to pošljite na Instagram, zaradi tega, ker me ful zanima, kaj boste vi ustvarili. Če imate tudi kakšne risbe, ne vem, karkoli mi lahko pošljete, ker meni je to ful fajn gledati, da vidim, koliko ste ustvarjalni in kaj ste vi ustvarite. Pa ne pozabite tudi v kino in gledati Temnega Felixa, zaradi tega, ker po mojem ful dober film in jaz se ful veselim. Jaz obožujem X-mene in Marvel in to je to v bistvu. Ne mi pozabite dolgo spodaj komentirati, kako se vam zdi celoten tale look in se vidimo v naslednjem videu. Fajn se imejte in veliko se smejte. Čau!